Velikokrat se zgodi, da nam je kdo od bližnjih všeč, ampak tega v bistvu razumsko na nek način ne moremo pokazati. In potem nagon ali pa sami pogledi ali pa čustva, kakršnokoli, pa tega zelo težko skrijemo. In kadar je to nekdo zelo blizu, potem je v prvi vrsti to, da se partnerja odkrito pogovorita. Da pravzaprav ugotovita, zakaj pravzaprav je do tega prišlo. Mogoče je pa res tisto bolj iskreno, ne? In potem naredi korak k prijateljici. Mi ponavadi spoznamo pač neko določeno osebo, ne? In z njo potem določene družbe. Nekaj nas potegne k tej osebi, v kateri smo vezi ali pa kakorkoli z njo povezano, in potem v tem krogu pravzaprav spoznaš mogoče, ki je še bolj simpatičen. In zdaj seveda, če gledamo moralno ali pa po nekih družbenih zakonih, je čudno, da greš potem kar preko enega k drugemu, ne? Ampak zakaj bi bil ujetnik, če je to dovolj močno? Se pravi, eno je tisto, če si samo spogledljiv, pa hočeš imeti neko avanturo za kratko, ne? Drugo je pa, če res v tej osebi vidiš dosti več kot to osebo, s katero si. Potem nič ni narobe, če narediš ta korak. Tisti, ki pravzaprav ostane sam, je seveda odvisno, od kakšnem čustvenem stanju je, ampak nekaj se moramo zavedati, da nismo last nikogar. In ko smo v vezi, smo v bistvu predvsem iz nekega spoštovanja in zato, da se dopolnjujemo. Vkolikor se pač dva ne dopolnjujeta dovolj in se lahko z nekom drugim, potem pač v osnovi to pomeni, da mora ta oseba nekaj narediti še na sebi. Je pa seveda to zelo grozno in čustveno naporno narediti. Ampak ponavadi rabimo takšno izkušnjo, če se znajdemo v taki situaciji.